Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili malo, mogoče celo čira čara. V glavnem, nič takega, kar bi mogli nekoga prestrašiti, ampak, a veste, zakaj bom o tem govorila? Včeraj sem bila povabljena, sodelovala sem na piknik pod klobuki. In sem bila v bistvu šlogarca, bralka kart. In tako je bilo zabaven in sem rekla, da danes vam razložim rdeča nit, kaj se je te ljudje, ki so prišli na te karte, se pravi prehod v novo dobo in Oshutove karte. Rdeča nit je bila pri vseh moralnost povezano z nekimi preteklimi življenji, v glavnem, in prav zanimivo mi je bilo, ker sem vsakmu posebej razlagala. Ja, in imaš vzorce, ki jih vlečeš po družinskem deblu in jih je potrebno prečistiti, ker če jih ne prečistiš, ne moreš iti naprej. In je bilo tako, kot bi se ponavljala eno in isto. No, druga stvar, kar me je pa spodbudila, da posnamem tale video, sem pa danes dopoldne govorila z gospo Jernejo, ki jo izredno cenim. In veste, vsi mi imamo neko zaznavo. Vsi mi. Nekateri bolj, nekateri manj. In mogoče ste že kdaj občutili, veste, kot te enkrat zebe. To je v bistvu, kar rečejo, ja, duša je šla skozi tebe. Jaz verjamem v to, da ta materialni, fizični svet ni tako zelo ločen od duhovnega, da je vse tukaj, da v osnovi vse je tukaj in da mi smo tako gosti, da pač ne zaznavamo določenih višjih frekvenc. In vemo, da barvni spekter mi vidimo samo nekaj od tega, kar je, da slišimo samo nekaj od tega, kar je, in prepričana sem, da zaznavamo tudi samo nekaj od tega, kar je. Da je veliko več je vsega okrog nas, kar mi sploh si mogoče znamo predstavljati. Leta nazaj sem želela nekje vzeti eno pisarno v najem, da bi imela tako kot eno majčkeno trgovinco in se mi je začelo dogajati, da sem tam vedno, ko sem, jaz sama belem, pač deklica za vse, in pač hodila sem beliti tisti prostor, da bom uredila, in enkrat je šla ena ta mala hčerka z mano. In ona se uleže na tisti kavč in greva ven, jaz težke noge sem imela čez 1-2 uri, ona je zaspala in ona reče: "Mami, po mojem imaš ti ujete duše tukaj." No, in čez par dni en gospod sedi pred to pisarno in mi reče: "A veste, gospa, vsak, ki je bil v tem lokalu noter, je propadel." Sem rekla: "Jaz ne bom." Je rekel: "No ja, sam povem." No, jaz sem potem začela majčkeno raziskovati te zadeve in sem eno gospo vprašala, ki ima večji spekter dojemanja kot jaz, in je dejansko mi potrdila to, da je noter ujeta energija nekoga, ki je umrl. Zdaj pomislite, ne, da ta del, da obstaja več kot to, kar mi vidimo. In da smo vsi na potovanju in da se učimo in da se prenašajo energije iz roda v rod. No, in prav včeraj ena gospa je rekla: "Jaz zaznavam mojega tasta in umrl je že pred 20 leti in zaznam njegovo energijo in rečem: odidi." In hodim na njegov grob in mu prižigam svečke, in če bi me nekdo videl, bi rekel: "Tej se je malo odpeljal." Ampak kaj jih zadržuje in katero karto je potegnila? Odpuščanje. Se rekla: "Vidiš, tasto moraš odpustiti." Je rekla: "Ampak jaz ga nisem poznala, jaz sem prišla v to družino, ampak se vleče iz preteklih življenj, pač neka veza in ima za počistiti." A ni to zanimivo? Ni naključij, verjemite mi. V to družino, kamor ste prišli, kjer ste se rodili, kamor ste se poročili, ni naključij. Točno te ljudi rabi srečati, predelati lekcije, zaradi tega, da lahko duša napreduje. In pač življenje je samo napredovanje ali pa stagnacija. Pač se spotakneš na isti stopnički in se ti ponavljajo lekcije ena za drugo. Vsak ima nekaj za predelati v tem življenju, to je dejstvo. No, pa pojdimo zdaj najprej na tisto energijo, ker nekaj zaznaš, da je. In prav gospa Jerneja mi je svetovala,
da ona reče, in ta mi je res neverjetna, ponavljaš si, v imenu Božje ljubezni ti ukazujem, da odideš. In to parkrat ponoviš. Ne, joj, prosim te odideš, joj, kaj se dogaja, ampak daš ukaz v imenu Božje ljubezni, ti ukazujem, da odideš. Zapišite si, imejte pri roki, naučite se in to uporabljajte. No, zdaj pa gremo na sporočila. Zdaj bom potegnila 3 karte, prehod v novo dobo, tisto, kar je ta trenutek pomembno za vas, ki gledate tale video. Naključno, katerokoli sporočilo bo prišlo, je ta pravo, ta drugo in ta tretje sporočilo. Zaključek poti. Se pravi, prišlo je ven vodstvo. Poznaš odgovor, poslušaj vodstvo. Vodstvo svojega srca. Srce mi vedno pove, kaj je resnično dobro za mene. In poslušajte to vodstvo v sebi. Vsi imamo vodnike, vsi imamo angelna varuha. Čisto vsi. Dajte se večkrat obračati na angele in jih prosite za pomoč, za odgovor, za jasno sporočilo. In druga zadeva, ko zaslišite to vodstvo, pa ne bo še tako noro. Poglejte, ko so te karte nastajale, prehod v novo dobo, sem dobila sporočilo, naj se grem kopati v Bohinjsko jezero. Naga. Sem rekla, okej, jaz nisem nudistka, ne bom naga tekala po Bohinju gor in dol. Za vsak slučaj sem vzela s sabo kopalke, pridem v Bohinj, kopalk ni bilo. Bila je brisača z mano, ampak kopalk ni bilo. Ja, pa sem šla gola v jezero. Zakaj sem morala iti v Bohinjsko jezero se kopati? Zato, ker je rdeča nit kart prehoda v novo dobo, bohinjsko drevo in to bohinjsko drevo napaja, dobesedno napaja energijo slovenskega naroda. Jaz verjamem v dobro, vedno dobro zmaga. Pustimo politiko, gre se za to, da vsak začne pri sebi pometati pred svojim pragom. Ne rabiš gledati, kaj delajo drugi, vsak pri sebi svoje vzorce, mogoče tudi pretekla življenja, odnose, ki se krhajo, ki se trejo, ki te šolajo, vsak pri sebi da odpusti. Druga karta je nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred menoj je novo obdobje in zaključek poti. Se pravi, te 2 karti gresta dobesedno skupaj. Novo obdobje je pred mano, nekaj se zaključuje, nekaj je za mano, prepuščam se vodstvu, dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja in hvaležna sem za življenje in za vse izkušnje, ki mi jih prinaša življenje. In pred menoj je novo obdobje, čakajte še tole, nova energija, jo bom prebrala 36 in zdaj, če gledamo 3 pa 6 je 9. 3 pa 6 je 9 in to pomeni res zaključek nekega obdobja in greš naprej. Koliko sem rekla? 36. Da jaz zdaj tukaj noter iščem. Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se bo vse uredilo. In potem rečeš, jaz, in ustaviš svoje ime. Sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. Ker vsi mi smo ustvarjeni po božanski podobi in jaz verjamem v to, da se res pretaka vsakem izmed nas veliko več, kot mi mislimo, da smo. No, zdaj pa še Ošatove karte. 3 karte, ki so pomembne ta trenutek za vas. Prva, pogum. Pogum, da čeprav je videti samo kamenje, tudi tam, kjer je videti prav neprehodno, bo vzklilo novo življenje, bo vzklila nova energija, bo vzklilo, a veste, te čaka svetloba, bo šlo naprej. Zaupati, da se bo vse uredil in slediti temu pogum, slediti svojemu srcu. Ne varnosti, ampak srcu, ko ti nekaj govori droben glas, naredi tako, kaj pa če bi tako. In logično se je bolj varno oklepati nečesa, ki ti nudi preživetje. Ampak to te duši. In tisto, kar te duši, to ne pomeni, da nekaj novega lahko zraste. Naslednja je potrpljenje, nosečnica. To, kar se ti mota po glav, to se bo rodil. Rabiš svoj čas, ja, rabi svoj čas, da dozori, ampak
povezano je to s čisto kreacijo, z žensko energijo, z obiljem, z milino in s tišino. Dovolj, da pride tisto v tvoje življenje z božansko hitrostjo. No in še tretje sporočilo za vas, ki gledate, je pa tole. Občutek krivde. No, pa smo na začetku. Počisti tisto, kar se ti mota po glavi, tisto, kar ti povzroča kronični stres, kar ti, kaj bojo pa rekli ljudje, koga moraš usrečiti, pa da bo mama srečna, pa tašča srečna, pa oče srečen, pa mož srečen. Kje si pa tukaj ti v tej zgodbi? Občutek krivde, to je mogoče, da včasih naredimo kakšno stvar, takrat pač kar naredimo, tudi mogoče sebi odpustiti in iti naprej. In tale se mi je zdaj še pokazala, nedolžnost, mojster, slediti sebi, umiriti se v sebi noter in dovolj, da se zgodi vse to dobro. Glejte, jaz verjamem, res v veliki božanski načrt. In veste, kaj se mi je enkrat zgodilo? Bili smo na eni delavnici in bil je ples, pa sem pozabila, kako se imenuje tisti ples. V bistvu na tisto muziko plešeš, kakor ti pač pade, da plešeš. Plešeš po svoje. No in pri tem plesu je bilo tako, da na začetku sem jaz imela občutek, kot da se generira nekaj novega, kot da se ustvarja. Potem v enem trenutku sem občutila tako, bod v tišini, kot da se ruši, kot da je čas, da stopim en korak nazaj, ker takrat, ko se ruši, ne moreš nič narediti. Glejte, ena stvar, kar sem se od mojega očeta naučila, je to je zdrava kmečka pamet, če je nevihta, jaz ne bom spremenila tok nevihte, če grem kričat v nevihto. Takrat se umakneš, počakaš, da mine in potem greš naprej delat. No in včasih, ko imamo občutek, da karkoli primemo, da se vse ruši, umir se, obstoj in potem, ko je konc te nevihte, takrat je zalita zemlja in je čas za proslavljanje, za novo energijo, za novo, ker začne rasti. Zato dovolite, da kakšna stvar, ki je gnila, zgnije do konca. Pa ne vi, a veste, kakšen odnos. Ne umre, nič hudega. Dovolite, da tudi kakšna stvar, ki jo umetno oživljate, kakor recimo moj zakon, jaz sem bila leta, sem dajala energijo noter, no veste, pa reči, se gre. Ampak v bistvu toliko energije daš noter, da to truplo se od tvoje energije zgane. Prelej, ko si v živu. Ne, nisem, mrtev je, ampak si ne priznaš. Če samo pomislite, tisti, ki ste prebrali knjigo, ko imajo hormoni žur, ko sem nehala vlagati energijo v zakon, ki je umrl, in sem preusmerila to energijo v pisanje knjige, je nastala knjiga, ko imajo hormoni žur. Pomislite, koliko energije daš v prazno, v nekaj, kar je mrtvo. In ja, jaz nisem želela sprejeti tega, da umre, jaz sem želela to uživeti. Ampak včasih ni naloga duše, da vse uživimo. Včasih je naloga duše, da se nauči reči kakšne stvari ne. Naloga duše, da pobere svojo energijo, to, kar tebi pripada, pa ne govorim o materialnem, govorim o čustvenem, o tem, da celovitost duše pride takrat, ko poskrbiš za svojo energijo. To ni celovitost duše takrat, ko kopičiš materialno. In da mogoče tudi kakšno stvar materialno spustiš, dovoliš in ta zaključek poti, kar sem prej rekla, ni nič narobe, to ni vaša smrt, ampak samo eno obdobje se zaključuje in pred vami je potem novo obdobje. Zdaj pa te zadnjo karto. Ušavo te zadnjo karto. Norec na potovanju, na začetku novega. Človek na začetku novega. Vse je pred tabo.
Sam prepustiš se. On v bistvu, lete, je po normalni logiki, da bo padel, ampak čaka ga nova pustolovščina, vse dobro, začetek novega, začetek stvarjenja novega in ta nova doba, ki prihaja, jaz verjamem, da je dejansko se že zgodila, da je tukaj. In ta zadnja je pa prijaznost, brezpogojno sprejemam sebe in druge. Nehati obsojati. Kako je mogel to narediti? Tudi moja lekcija je to, da ne mislim, da je samo vaša. Moja je tudi, jaz sem se tudi zalotila. Kako je mogel? Ja. Potreba po obsojanju, to zdaj še jaz čistam. Pa ja, verjamem, da tudi, če ste do tukaj gledali, da tudi imate vid kaj v tej smeri. In potreba po obsojanju sebe. No, tega jaz ne delam več, če vi še to delate, počiste. Počiste in začnite sprejemati to svojo energijo, ker vsi mi smo ustvarjeni po božanski podobi, vi ste boginja na zemlji, moški ste bogovi na zemlji in lahko ustvarjate, kreirajte novo življenje. Tako da delajte to in boste videli, življenje vas bo podprlo, ker smo na začetku nečesa novega, lepšega, boljšega. Imejte se radi.